gospodarstvo, kako v teh negotovih časih pripravite paket pomoči za gospodarstvo, da bomo bolj pripravljeni na to, kar prihaja. Človečnost in iskrenost. Ko slediš tem dvem načelom, je stati enostavno. Težje je premikati stvari na bolje. Ampak bomo vztrajali. Hvala za zaupanje, ampak vem, da je pred mano še zelo dolga, trda pot, da se bom lahko približal nekaterim vzorom, ki jih imam na področju politike, tudi iz Slovenije. Vsak dan znova sem pretresen nad tem, kar vidim, da se dogaja v Gazi. Občutek nemoči, da ne uspemo prepričati več evropskih politikov, da bi skupaj lahko učinkovito pritisnili na Izrael, je neizmerna. Ampak na naši poti bomo vztrajali. Do miru. Ja, pred kakšnimi 2 meseci sem začel uporabljati vsaki dan. V resnici je bolj enostavno, kot sem si mislil, potenciali pa neizmerni. Stvari se menjajo vsak dan, ampak ena stvar je pa skupna. Iskrica v očeh ljudi, ki vidiš, da si jim polepšal življenje. Če nam kaj kažejo izkušnje z desnimi populisti po svetu, ni nobena pravica, čeprav se nam zdi samoumevna, nikoli za večno. Za vse naše pravice, tudi za pravico do splava, se moramo žal boriti vsak dan. Tudi s tem, da desnim populistom jasno povemo: nikoli več. Pri reformi zdravstvenega sistema imamo eno samo vodilo: kako okrepiti javni zdravstveni sistem. Verjamem, da je to edina pot, da bomo zadržali dostopnost za vsakega in hkrati tudi kvaliteto medicinske oskrbe. Zato bojo vsi naši koraki, ki še prihajajo, in tisti, ki so bili že izvedeni, usmerjeni samo v to, kako okrepiti javni zdravstveni sistem. To je naša reforma. Dela ne bo nikoli zmanjkalo, ampak jaz bom tudi.